Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Dobrodošli v novi Alumni Connect epizodi. Z nami je Sara Rudman, članica Alumni ekonomske fakultete, ki je v zadnjih 8 letih živela v Avstraliji, Belgiji, Franciji, Kazahstanu, Sloveniji in na Portugalskem. Z nami bo delila neverjetne izkušnje iz študentskih izmenjav, predvsem v državah Srednje Azije in kako se je mimogrede naučila že kar 6 jezikov. Po študiju se je zaposlila v podjetju E-Trail, ki je vodilno podjetje v Evropski uniji na področju pametnega polnjenja električnih vozil. Pred 2 letoma pa je začela delati za mednarodno podjetje Measure Minds The Data Empowerment Agency, kjer dela kot skrbnica razvoja poslovanja. Podjetje ima sedež v Veliki Britaniji, Sara živi v Lizboni, čeprav bi svoje delo lahko upravljala kjerkoli na svetu. Sara, hvala, da si danes z nami na ekonomski fakulteti. Kar precej časa se nismo videli, mislim, da je več kot 5 let. In v bistvu te je težko ujeti, ker si več v tujini kot v Sloveniji. Tako da res hvala, da si prišla danes v tem kratkem obisku v Ljubljani. Pa me za začetek zanima, zakaj si se sploh odločila za študij na ekonomski fakulteti? Zakaj? Meni je bilo zelo jasno že po prvem informativnem dnevu, zakaj je pa malo težje odgovoriti. Vsi v moji družini so v poslovnih vodah, meni je bilo to nekako položeno v zibelko, pa sem rekla, zakaj pa ne. Pa mislim, da sem se dobro odločila. Super. Katero usmeritev pa si izbrala? Mednarodno poslovanje v slovenščini, pa v angleščini. Naredila si pa tako dodiplomski in še podiplomski študij. Ampak večino časa nisi bila na ekonomski fakulteti. Odločila si se za kar precej izmenjav, kar je v bistvu enkratna izkušnja za tebe, ne? In me zanima malo več o tem, kdo te je navdušil za te izmenjave? Sama sebe sem navdušila, še preden sem prišla sploh na fakulteto. Sem celo gimnazijo že razmišljala o tem, kako bom potovala. Tako da ekonomska je bila en tak vrata v svet. In v bistvu si v prvem letniku si se odločila za izmenjavo, potem za drugi letnik. Ampak ti nisi bila, nisi izbrala neke sosednje države, ti si izbrala Avstralijo, ne? V bistvu si odšla na 16,000 kilometrov oddaljeno destinacijo na Queensland University of Technology v Brisbane. Zakaj tja? Mislim, zakaj prva izmenjava in tako daleč? Skoraj me niste spustili, ker ste rekli, sem premlada. Takrat je bilo v bistvu najbolj logična odločitev zame, zaradi tega, ker je bila ravno neka kriza. Sem se pogovarjala s starši, so rekli, da najbolj, da si zdaj izberem za prvo izmenjavo res tisto, kar res hočem. Ker letos smo sposobni te finančno podpreti. Zdaj glede na to, da je kriza, ne vemo za drugo leto. Tako da sem rekla, gremo pa v Avstralijo. Tam si preživela 4 mesece. A so sploh vedeli, od kod prihajaš? Če prihajam z ekonomske v Ljubljani, tega niso vedeli. Za Slovenijo redko, večkrat sem rekla, kar iz Evrope. Iz Evrope prihajam. Kakšnim prodajalcem v trgovini, ki so bili malo starejši, sem rekla Jugoslavija, pa jim bilo tako jasno. Slovenija pa ne. In v bistvu, kakšen je bil tam študij? Kako se je razlikoval od študija na ekonomski fakulteti? Razlik je bilo kar precej. V smislu, da smo zelo veliko pisali. Pisali smo razna poročila, seminarske naloge, vse je bilo treba citirati. Tudi ko sem rekla, da hočem postaviti podjetje, kjer bomo targetirali ženske od 13 do 25 let, so zahtevali, da to citiram nekako. Tukaj so pa mogoče bolj poudarki na testih, na učenju. Mogoče bi tako opisala. Kaj pa sama dinamika v razredu? Je bilo več narodnosti, odkot so bili drugi študenti? Mislim, v Avstraliji že sama po sebi, tam je več kot tretjina ljudi, sploh ni bilo rojenih v Avstraliji. Bilo je pa veliko študentov iz Norveške na izmenjavi,
iz Italije, Amerike, mislim, iz celega sveta, večinoma teh zahodnih držav. Vsi ostali so bili pa redni študenti, pa so prihajali iz Kitajske, z Tajvana, Indije. A si bila že kdaj prej tako dolgo v tujini, pa tako daleč? Ne, to je bilo prvič. Prvič. Ja. In Avstralija je v bistvu 6. največja država na svetu. Kako si to izkoristila? Kam si šla čez vikende? A so organizirali karkoli? Mislim, definitivno sem izkoristila. Šli smo z avtom okoli. Šli smo od Adelaida v Melbourne, Sydney, gor pa Cairns. Malo je zanimivo, no, ko se pelješ z avtom 2 dni zapored, pa prideš v eno mesto, ki še vedno govorijo angleško, še vedno ista kultura. Precej drugače kot tukaj v Evropi. Drugače pa hodili smo na plaže. Tam v Brisbaneu smo bili tik ob morju. A šola je tik ob morju? Ni tik ob morju. Mogoče pol ure, 1 uro, to smo rabili, da smo prišli do ene take zelo lepe plaže. Mi smo to kar izkoristili. In v bistvu po 4 mesecih si se vrnila nazaj v Ljubljano. A si doživela kakšen tak kulturni šok? Ja, pa predvsem zdaj, ker nisem pričakovala, da bom doživela kulturni šok. Ampak hvala Bogu je trajal samo 1 mesec pa pol, ker potem sem bila že na naslednji izmenjavi. No, sej to, ne, prav zanimalo me, če si ga doživela, ker si v bistvu si dala samo 8 tednov časa, da si se spet navadila na življenje v Ljubljani in si se že odpravila na novo izmenjavo. To si imela že prej načrtovano? Ali, Ja, v Avstraliji sem imela prek Skypa, mislim, da klic z Tino, da zdaj bi šla pa v Francijo. Ja. In kako da si izbrala zdaj Francijo? Ja, Francija je bila tudi logična. Jaz sem se francoščino učila na gimnaziji. Tako da sem rekla, da gremo nekam v Francijo. V Franciji imate ogromno šol, tako da je bila kar velika izbira. Ampak ti si izbrala prav določeno šolo Lille, School of Management, ki je zelo mednarodna. A si izbrala to šolo zaradi predmetnika? Kaj so bili razlogi dejansko? Večina zaradi predmetnika, ja. Imeli so predavanje, ki traja, oziroma en predmet traja 1 teden, 4 dni, vsak dan po 4 ure, potem pa test. In sem si lahko zbirala karkoli sem si želela. Od International Healthcare Systems do B2B marketinga, recimo. Pa mi je bila všeč ta svoboda. Pa predmete sem v francoščini si lahko tudi zbirala, drugi mi niso tega nujno dopuščali. Pa si opravila predmete tako v angleščini kot v francoščini? Večinoma sem jih opravila v angleščini, 3 v francoščini. Enega sem celo imela, da sem se učila ruščino iz francoščine. To je bil tvoj prvi stik z ruščino? Ne, imela sem par mesecev že prej ruščino, ampak rekla sem, Sara, no, zdaj pa prevedi ta stavek iz ruščine v francoščino, prosim. In sem vedno vsak predmet končala na koncu s takimi rdečimi licami. So možgančki tako delali. To si bila v 3. letniku? To je bil 3. letnik, ja. Super. Lille je tako krasno izhodišče za potovanje po Evropi. A si izkoristila? Si šla s to podzemno železnico v London? Ali pa kam si šla? Pa, mogoče sem malo manj izkoristila, kakor bi lahko. Šla sem v Bruselj, pa na Nizozemsko, na Češko sem šla takrat, pa v Švico, pa v Pariz. V naslednji izmenjavi sem bolj izkoristila možnosti potovanja. Ja, preden greva na naslednjo, ki je v bistvu najbolj eksotična, me še zanima malo več o teh predmetih, ki si jih lahko zbirala. Si izbrala take predmete, ki jih ni na ekonomski fakulteti? Kakšne so ponujali? Ja, zbrala sem kulturo Francije. Zanima me kultura. Zbrala sem predmet, se imenoval India Today, pa sem se veliko o Indiji naučila. Potem o politiki Kitajske. To so bili enotedenski predmeti, ali pa dvotedenski mogoče. Pa zanima me healthcare takrat. Potem sem rekla, mogoče me tudi logistika zanima, tako da sem 1 teden bila na vsakem koncu, pa sem počasi ugotavljala, kaj me zanima. Običajno greš študent na eno izmenjavo
Ti si šla na 2 že na dodiplomskem študiju, ne, in potem ti še ni bilo dosti, ne. Kje je bila pa ta tvoja 3. izmenjava, ki je pa res tako nekaj posebnega? Kazahstan. Ja, Ja. Kazahstan. Kdaj si se odločila za Kazahstan, pa kaj te v bistvu prepričalo? Začela sem se odločati za Kazahstan, ker sem bila v Franciji, pa sem imela cimro iz Kazahstana, ki mi je govorila o Kazahstanu, kazala mi je fotke, spoznala sem ene par ljudi od tam. Pol pa na magistrskem študiju sem razmišljala, nikoli v življenju nisem imela toliko časa kot zdaj, kot sem študent, da grem lahko potovati v en tak odročen konec sveta. Jaz mislim, da me nikoli nobena poslovna pot ne bo vodila v Kazahstan ali pa Tadžikistan. Tako da sem rekla, enoč grem pa zdaj, bom izkoristila ta čas, bom pa raziskala Centralno Azijo. Pa ruščino sem se hotela naučiti. Pa takrat si že vedela, da imamo partnersko šolo v Almatiju, v poslovnem središču Kazahstana. Super, tam si potem preživela kar skoraj 9 mesecev, ne, malo več kot 9 mesecev. 2 semestra sem bila, ja. Ja, 2 semestra. A si se vmes kaj vrnila domov? Jaz za božič sem, ja. Za slovenski božič. Super. Zdaj nam pa kaj več povej o tem, kakšna je bila ta izkušnja, kakšen je tam študentsko življenje, predmeti. Mislim, Kazahstan je mogoče ena najboljših odločitev, ki sem jih kadarkoli sprejela. Izjemno veliko sem se naučila o sebi, o ljudeh okoli sebe. Tudi zdaj, ko sem se vrnila v Slovenijo, potem, ko sem se vrnila v Slovenijo, sem ljudem kar zanimivo postala zaradi Kazahstana. Tega nisem pričakovala. Prej so se precej zmrdovali, ko sem rekla, da grem v Kazahstan. Predmeti so bili dosti po sistemu tega anglosaksonskega sistema. Se pravi, malo bolj podobno Avstraliji. Obšolske dejavnosti so se nekaj veliko razlikovale. Zdaj tam na teh izmenjavah se rado žura. V Kazahstanu diskoteke pa klubi niso odprti načeloma med tednom, tako da smo to petkih, sobotah delali. Bila sem tudi volonterka, se pravi prostovoljka na univerzijadi. To je kot neke olimpijske igre, ampak za študente. Tako da se mi zdi, da sem kar lepo izkoristila to izkušnjo. Pa tudi tebe sem tam srečala. Ja, to je res. Ja. Mi smo se srečali ravno, ko smo imeli ta sestanek s partnersko šolo in ob tej priložnosti mene je takrat res fasciniralo, kako si se ti, tako si bila v eni taki energiji, tako svobodno si hodila okoli, nič te ni bilo strah, ne, čeprav lahko pomisliš, ne, Kazahstan, ne, nevarna država, kakorkoli, ne, ampak ti si tam vzela Uber, vse si poznala, sem si bila povezana, ne. Moj ta sploh ni bil Uber, ti si stopil ven na cesto, zamahal z roko, potem si pa avto ustavil, rekel si 1 evro, ok, gremo. Ali ni bil Uber, res sem skozi mislila, ampak tako podoben je bilo, ne? Ja, samo da ni bilo sistema, ti si pač praktično štopal. Si se kar enemu usedel v avto, pa te je zapeljal, kamor si hotel. Večinoma moški, ne, so to vzeli. Večinoma moški, ja. In nikoli ti ni bilo nič strah, karkoli, ali pa da bi se neprijetno počutila. Tudi po noči vem, da si hodila sama. Ne, meni je bila, v Kazahstanu sem se bolj varna kot v Franciji počutila. Meni so te posovjetske države so mi izjemno varne, tako v povprečju. Ampak ne, tudi naučila sem se sama sebi zaupati, da znam presoditi situacijo. Zdaj nisem za vsak avto šla. Kakšen avto sem rekla, pejte naprej, tole mi ne štima, gremo naprej. Sem kakšnega drugega pol si razbrala. Ja, ta intuicija, ne, se ti je zelo razvila. Tako da si vedela, kjer so dosti varni, ne? Ja, ampak tam je tudi lažje, malo je lažje tam v Kazahstanu, pa mogoče tudi v drugih rusko govorečih državah, so ljudje zelo neposredni in iskreni. In vedno veš, kje stojiš. Ni veliko gibanja, tako da mi je bilo, sem zelo lepo si lahko razumel, v kakšni situaciji si se znašel večkrat. Lažje kot v Sloveniji. Jaz sem rabila pol v Sloveniji par mesecev, da sem ugotovila, ali me ta človek mara, ali me ne mara, ali je samo vljuden z mano. Neverjetno. Kaj pa študentski dom? Kje si stanovala? Kako je to izgledalo? Ena majhna sobica je bila v študentskem domu. Bila je ena kuhinja za 50 ljudi.
ena kopalnica za 4, to je normalno tudi tukaj v Sloveniji. Ja, spomnim se še zdaj, da sem zbolela enkrat novembra, pa ni bilo ogrevanja še vključenega, zato ker so za celo mesto so šele 11. novembra vključili ogrevanje, prej ne. In sem se zavila. Neko je mraz novembra. Ja, minus. sneg je že padal, ja. -20, ne. Tako da sem se kar zavila, šal okoli glave, kovter, plašč, da sem lahko spala. Ampak dobro, to je res izjema. Jaz sem tako zbolela, pa me je res malo mrazila, drugače ni panike. Priporočam tudi ostalim obisku Kazahstan. Ja, ko bi se Almaty leži, ne, pod temi visokimi gorami, ne spomnim se niti imena, no, ampak to je sigurno mraz pozimi, ne, take mrzle zime mora biti. Ja, Almaty je približno 1000 metrov nadmorske višine, odvisno, v katerem delu mesta si. Tako da je bilo, mislim, da še meseca oktobra sem v kratkih hlačah hodila okoli, pa hkrati tisti mesec je začel tudi sneg padati. Tako da je bilo poletje 5-6 mesecev, pa zima -20, 6 mesecev. Iz enega ekstrema drugega. Ja, no, povej nam, kaj si potem delala ob vikendih? Imela sem tam fitness, sem hodila sem ven. Čim več sem probala potovati. Probala sem tudi malo počivati, no, med tednom je bilo kar naporno, ker sem še delala poleg študija. To si imela prakso? Ja. Sem pisala vsem slovenskim podjetjem, ki imajo tam predstavništvo, pa se mi je Iskratel odzval in sem pri njih opravljala prakso čez dan. Magistrski študij je bil pa večinoma ob večerih, tako da sem ob večerih hodila pa še na faks. Pa to podjetje, predstavništvo, ne, imelo koliko zaposlenih? Mislim, da nas je bilo 20-25. Pa je bil kdo Slovenc? Direktor je bil Slovenc, ja. Pa zamestitelj direktorja, ki sta se ravno menjala. Pa sem bila pa še jaz. Super, pa si prišla vsaj malo stik s slovenščino v času, ker si predstavljam, da si sicer ves čas govorila rusko, pa na šoli pa angleško, ne? Ker je šola pa v celoti v angleščini. Ja, pa tudi študenti je bilo treba kar po rusko, tudi niso bili čisto navajeni. Ne, fajn je bilo, smo se Slovenci povezali, vseh 6, ki nas je bilo v Kazahstanu, pa smo šli tudi na kakšen izlet skupaj. Ste imeli pol slovensko večerjo. Super. Kaj pa te posebni prazniki v Kazahstanu oziroma v celi Srednji Aziji, v bistvu novo leto, Nowruz, ki se praznuje na prvi pomladni dan. Kje si ga preživela, pa kaj se je dogajalo? Jaz sploh nisem bila pozorna na ta Nowruz. Sem pa v tistem času potovala po Uzbekistanu in sem bila v Samarkandu, ki je bila ena izmed teh prestolnic svilene poti in res čudovito mesto. In tisti dan se je začel Nowruz. Res lepo gledati. Ljudje so bili tako oblečeni v narodne noše. Narodne noše, ki so take zelo barvne. Hrane so si prinašali, predvsem kruha. Čudovita izkušnja. Sploh v Samarkandu je ta znani kruh, ki ima prav posebno obliko sonca, ne? Če se prav spomnimo. Ja, ampak v Tadžikistanu je isto kruh v obliki sonca. Ne vem. In ti si prepotovala vse te države Srednje Azije in sama. Ali ste šli v skupini s kakšnimi sošolci, agencijo? Ja, v Uzbekistan sem šla s skupino, predvsem zaradi težav s pridobivanjem vize. Pa je bilo mogoče malo lažje, ampak še vedno bila sem v skupini, pa sem kar po svoje odpeketala. V Tadžikistan sem šla sama. V Kirgizijo sem šla enkrat sama, enkrat s skupino. V Turkmenistan pa se ni dalo priti. Potem sem šla pa še v Azerbajdžan in Gruzijo tudi sama. In katera država od teh se ti je tako najbolj vtisnila v spomin? Gruzija pa Tadžikistan. Ampak Tadžikistan so same gore, tam 90%, ne, sami koliko, 3000 in več, ne? 8000, se že Himalaja. Dobro. Ja. Sem premalo rekla. Mislim, v Tadžikistan je taka dosti zaprta država. In so ljudje zelo topli, se mi zdi, iskreni, všeč so mi bili ljudje. Pa narava
Tam ni razvite industrije, to je ena najbolj revnih držav, čeprav tega ne čutiš, kot da je revna država, še vedno se mi zdi, da se da živeti. Ni industrije razvite in je narava čist neokrnjena, izjemno lepo je. Šla sem enkrat z avtomobilom, iz enega konca v drugega, 7 ur sem se peljala, doživela sem 4-letne čase v tem eni vožnji. Kaj vse sem videla, res ful lepo, priporočam. To si šla sama? Ali, Sama je. prav sama si vozila avto? Ne. To je pa nevarno. Prepad. To so tiste ceste, ki jih vidimo včasih? Ja, tako. Okay. Je kar mislim, staršem nisem povedala, kakšno, kam sem se točno podvala. Ja. Ampak to si najela voznika? Ne, v bistvu imajo nek sistem, nimajo avtobusov, imajo taksije. Ko se dovolj ljudi, se pravi nekih 8 ljudi gre v en taksi, ko se dovolj ljudi nabere v taksi, in s taksi ubere in tisto destinacijo tudi zapelje. Tako da je bil kar oranka avto, sicer avtobus ne gre na tisto pot. Luknje so povsod, se jih treba izmikati in to zelo spretno. Avti preletijo, sekajo ovinke, sploh ni tlakovana cesta. To me pa pač nadmorske višine je par tisoč metrov, pa prepadi, pa bili so ravno takrat plazovi, da se je cesta celo zaprla, pa sem se tudi malo bala, da se je kakšen plaz vsul vsak čas. En se je 2 dni prej in smo šli pol in je bilo tako res, cesta je bila zakopana, 6-7 metrov je bilo. In so izkopali samo, da je en avto šel lahko čez in smo se peljali takole sneg na obeh straneh. Tako par metrov. Ja. Imam celo video, ti bom poslala. Noro, se pravi. Tam si se počutila popolnoma varno, razen te naravne Ja, ne, ljudi sem tam katastrofe. spoznala, predvsem zdaj moške, ki so rekli, Sara, če pa karkoli mi sporoči, daj mi samo napiši, ko prideš tja. Tako da sem v bistvu lokalci zame skrbeli, da sem v redu. Zelo uredili so, da sem, ko sem prišla iz Dušanbeja v Hožanc, da me je tam nekdo sprejel. Zelo organizirali so, da sem šla na neko vajo od enega benda oziroma orkestra, pa sem imela en tak privat koncert. Da, ne, izjemna izkušnja. Se pravi, si bila tudi ti za njih eksotična kot Evropejka. Ja. Verjetno ni dosti obiska iz Evrope, ne? Ne. Nimajo stikov. Ne, kad se spomnim, da sem hodila, pa se mi je ena punca me gledala, pa hodila za mano. Jaz sem se malo nasmehala, tudi to ne vidiš, to redko se ljudje ne smejijo, ker prazno. In je rekla, a si ti tujka? Nikoli še nisem spoznala tujke. In je šla pol kar z mano v muzej in rekla, veš, Sara, če sem čisto iskrena, jaz sem šla s tabo samo v muzej, zato ker sem hotela s tabo hangati. Še nikoli nisem spoznala tujke, hotela sem spoznati, ne, s kje prihajaš, s čim se ukvarjaš. Po čem pa pol ti ljudje sanjajo? Se kaj spomniš? Veliko sanjajo v tujini, eni V hočejo. tujini? Ja, še posebej ženske. Je kljub vsem pozitivnim stvarem, ki sem jih povedala, je zaprta država, so patriarhalne vse te države. Če se spomnim, so tudi poroke še vedno dogovorjene, ne? Ne vem, če so. Ne? Mislim, da ne vem za Kazahstan bi rekla, da mogoče niso. Se pa znajo poročiti znotraj svojega komunitija. So kar povezani k temu, da to naredijo. Pa je kar pritiskno na poroke, da se treba poročiti čim prej. Tudi jaz sem to čutila, še pol, ko sem se vrnila v Slovenijo, se moram pa poročiti. Si kar prevzela to misel. Ja, tako je par mesecev sem rabila. Pa doma mi nikoli noben ni rekel, da se bi mogla poročiti. To sem iz Kazahstana dobila. Ja, neka meja, ne? 25 let ali kako je že? A se kaj spomniš? Ja. Takoj, ko končaš fakulteto, ne? Da bi se mogel poročiti, ne? Ja. Okej. Pa če se vrnemo nazaj v Almati, kakšen je bil tam tvoj teden povprečen? Kako je to izgledalo? Pa precej intenziven, no. Bila sem, v prvem semestru sem delala za Iskratel, pa sem bila tam 7-8 ur, prišla domov.
mislim, da sem šla pol malo v fitness, pa pol na predavanja, pa spat. Čez vikend smo šli na kakšen izlet, smo šli malo žurat, kolegicam na kave, ruščino sem se kar mogla učiti močno, močno. Vsak dan je bilo kar naporno, vozila sem se okoli z avtobusom ali pa pač z neuradnimi taksiji. Pol drug semester sem pa nehala delati za Iskatelj, sem pa potovala po 2-3 tedne hkrati. Bila sem na univerzijadi 3 tedne. Tudi malo sem si imam predmetov vzela. Sem pa organizirala kakšne izlete še sama pol. Pestro. Tako ko opisuješ, a se ti, mislim, to študentsko življenje ni prav dosti drugačno od tega, kar si doživela v Avstraliji, Franciji. Kako bi to lahko primerjala? Ne vem. Pač gre za zahodnjaško študentsko življenje v Franciji, Avstraliji. Pa ne rečem, da v Kazahstanu ni tega bilo. Ljudje so podobni v smislu tega, da so študenti, da hočejo ven. V Kazahstanu recimo nimajo tega healthcare, ne healthcare, ampak healthy lifestyle fokusa, tako kot imamo mi, veš, ko treba zdravo jesti, v fitness hoditi. Tam ljudje ne hodijo v fitness. Tam je tudi dosti smoga, pa je, kar je. Greš v trgovino, pa nikjer ni organskega dodelka. Tako da jaz sem videla, dobro, mogoče je to izjema, ampak punce so kar nekaj časa porabljale to, da so se zrihtale, ker punca mora biti lepa. Tudi po 3 ure je trajalo, pa ne vse zdaj. Tako da pa Instagram. Ja, kazahstanske punce so res zelo lepe. Se prav spomnim, nekaj vsako leto na poletni šoli smo imeli tam 50, pa tudi 100, jih je prišlo iz Kazahstana in to je bilo, kot da hodijo po modni pisti, ne pa po ekonomski fakulteti, ne, tako da zdaj mi je jasno, ne, če so več ur porabile za to svojo urejenost, ne. A je to kaj vplivalo nate? Si bila ti tam drugačna? Ja, meni je tam rekla asistentka na Iskatelju, rekla, Sara, a ti sploh nosiš make-up? In pol sem se kar vstajala, 15 minut prej, pa sem se malo več naličila. Ja, je vplivalo name. Pa tudi mislim, všeč mi je bilo, no, da so bile ženske malo bolj ženstvene tam, pa upam, da sem tudi jaz kaj od tega odnesla, to pozitivno plat. Je, definitivno je vplivalo name. Zdaj, prav ta šola v Kimep je znana, ne, da ima res več kot 100 narodnosti na sami šoli. S kom si se pa ti tako največ družila? Odkje so bili sošolci? Največ sem se družila z mojo cimro, ki je bila v bistvu iz Gruzije. Potem eno kolegico Američanko, s katero se še zdaj videvam, ko potujem okoli. Ne, pa s temi Kazahstanci sem se družila, Tadžikistanci, veliko Korejcev tudi pride na izmenjavo, ali pa kar za polni študij. Je kar mednarodna šola. Večino so sicer študenti pač drugih držav Centralne Azije. Pa kakšni Američani še, Švedi. Tako da si se pol naučila in rusko in angleško si non-stop vadila, ne? Jaz ne vem, če se je angleščina tam razvila. Mislim, da je mogoče nazadovala. Okay. No, ampak ruščina je pa... Ja, to sem se pa s temi taksisti naučila. Vedno isto vprašanje, koliko si stara? A si že poročena? Ne, zakaj pa ne? Moje prve besede v ruščini. Zakaj te toliko skrbi? Ne, se zdaj me ne skrbi več. Ne, zakaj tam jih tako skrbi? Ja, ne vem, eno punco imajo v tujini, kaj bomo zdaj z njo. Tam je zaželeno, da si najde enega Kazahstanca, pa se poroči. Zdaj, Kazahstank pa ne pustijo tujca, ne. Čeprav si oni želijo, ne? Ja, po Kazahstanke si kar se mi zdi, dobro, se tudi moški, no, si želijo malo iz Kazahstana. Je drugačna situacija, tam mogoče malo manj
politične svobode in drugačne možnosti, ki jih mogoče lahko, pa tudi ta vedno ljudje iz mogoče malo revnejših držav vidijo Ameriko ali pa Nemčijo kot neko svobodno državo in the promised land in težijo k temu, pa se ne zavedajo, kaj imajo tam. To sem tudi videla, no, da vsi težijo na zahod. Čeprav, ne vem, tam je zelo lepo. Zdaj v teh obeh podjetjih zaradi znanja jezikov pokrivaš ogromno verjetno trgov, ne, kjer so te jezike, kjer so te države, ki jih pokrivaš? V prejšnjem podjetju je bilo pač rusko govoreči trgi, pa francosko govoreči trgi, pa v bistvu tudi cela ostala Evropa. Recimo, kakšen Izrael je zanimiv, tudi Izrael sem nekaj časa pokrivala, pa tam je še ogromno rusko govorečih ljudi, pa sem še tam rusko uporabljala, pa kakšnih teh pri baltskih državah tudi znajo boljš rusko včasih kot angleško. Francija, Švica, Belgija. Zdaj v tem novem podjetju se pa v bistvu z anglosaksonskim svetom bolj srečujem. Ampak tvoje delo, čeprav podjetje ima sedež v Veliki Britaniji, ti se pa preselila na Portugalsko. Mislim, to verjetno ne delaš v živo, ne, ampak delaš pač virtualno nadaljavo. Se pravi, celoten tvoj delovnik ti omogoča, da delaš nadaljavo. To je neka čist moderna, sodobna oblika. Zakaj si to izbrala? Mislim, v bistvu vsi delamo nadaljavo v tem podjetju. Pa ne bi bila zmožna za poln delovnik to delati, tako da je bil pogoj tudi zame, no, da kjerkoli novo službo zaiščem, nočem delati za polni delovnik. To je 40 ur na teden, Tako, od 8 do 4, okej. Tako da za to podjetje delam ponedeljek, torek, sreda poln delovnik, četrtek polovico dneva, pa konc, pa v petek ne delam. In je nekako se lepo izide, no. Lepo življenje se mi zdi, da sem si ustvarila zdaj s tem. Se pravi, mislim, pač za isto plačilo upraviš prej. Kaj je ta sprememba? Zakaj pa vsi ne moramo tako delati? Ne? Zakaj? Ste lahko. Mislim, tle spet pride mogoče ta možnost izmenjave pa tujina. Ne? Ti ne omogoča samo to, da potuješ, ampak spoznaš različne načine dela in ljudi, ki delajo 3-4 ure na teden, pa je to. Ker so nekaj zgradili že, recimo, ali kakšno podjetje v 15 ljudih. In se rabijo s tem več ukvarjati. Spoznala sem ljudi, ki živijo v državah, ki so malo bolj poceni, ampak delajo za države, ki imajo malo večji prihodek. In ne rabijo delati poln delovni čas, to sem tudi jaz tako hotela. Čudovito. In v bistvu, ker imaš vsa ta znanja, ne, pa te izkušnje iz res številnih držav, a imaš sploh strah, da bi, ne vem, pač nehala to službo delati, da ne bi dobila službe? Mislim, lahko me odpustijo kadarkoli, ker zdaj sem praktično freelancer. Bojim se samo stresa, da bom mogla novo službo najti, ne pa da je ne bi. Tako da ne, ni me tega straha. To je res ena taka ogromna stvar, ki se ti je verjetno dalo vse te izmenjave. Ali kaj misliš, da je najbolj vplivala na to? Ja, mislim, te poteze, ki sem jih sprejela, no, v karieri in prej že med študijem, kar se tiče izmenjav. Pač lepe izkušnje so se mi nabrale, pa s temi jeziki tudi pridem daleč. Tako da ja, se ne bojim, kaj me čaka pol čez par let. To je fenomenalno. Se pravi, ekonomska fakulteta ti je dala neko osnovo, plus še vse te izmenjave, ki so ti bile omogočene preko ekonomske fakultete in še prakse, ne? Tako da v bistvu nisi še kaj niti na koliko tretjini, še manj, ne? Življenje pa si doživela ogromno, ne? V primerjavi z marsikom. Tako da res čudovito. Pa me zanima še, ker imaš res tak neverjeten networking z ostalimi študenti, no, zdaj niso več študenti. A ga uspeš ohranjati? Kako pogosto se srečate v živo? Pa se.
V bistvu sem se ravno včeraj dobila z eno kolegico, ki sem jo spoznala v Kazahstanu. Pa kolegica iz Francije, ki sem jo v Franciji spoznala, me je prišla obiskati na Portugalsko. Mislim, da bi rekla, da polovica mojih najboljših kolegov so v bistvu iz tujine, niso nujno iz Slovenije. Pa sodelujete tudi poslovno? Ne, ni to posloven network. Je pa se pa uporabil tudi v poslovne namene, nisem poslovne. Šla sem enkrat v Samarsko oblast v Rusijo za par dni na eno konferenco, pa slučajno objavila to na Facebook in zvem, da ene moje kolegice, ki sem jo spoznala enkrat, ko sem jo prišla obiskat v Wales, in njena sestra tam živi. Me je sestra prišla iskat, me je okoli peljala njena. Mislim, super. Kamorkoli pridem, bom našla neki ljudi, ki so nekako povezani z mano. Da je super. Super. Pa objavljaš to na Facebook profilu, pa na LinkedIn, pa se vedno nekdo najde, ki nekoga pozna. In se včasih objavim, ne vedno. Se kar najdem. Res mi je všeč, ker iščeš take neobičajne stvari, pa take izzive. Pa me zanima, kje pa zdaj, ko si se nekako ustalila na Portugalskem, kje pa zdaj najdeš motivacijo za delo ali pa kje nove izzive? Kaj ti je zdaj izziv? Zdaj sem v bistvu ravno zamenjala službo in je izziv spet ta nov startup. Hočem spet nekaj graditi. Ta prejšnji startup, za katerega sem delala, je zdaj že na 120 zaposlenih. Kupila ga je švicarska firma, zdaj pa nov startup gradim. To mi je kar všeč. Super. Z veseljem bom spremljala tvojo zgodbo na LinkedInu, ker sigurno se ne bo ustalila in bo še naprej tako zanimiva. Ampak žal morava zdaj počasi končati najin pogovor, tako da res hvala, da si prišla k nam na ta podcast na Ekonomsko fakulteto. Pa me zanima za zaključno misel, kaj imaš še kakšno tako, kaj bi še delila z nami? Mednarodna pisarna na Ekonomski je nekaj najboljšega. Okay. Treba izkoristiti. Če si študent, 15 izmenjava enkrat, dvakrat vsaj. Če pa ima kdo še kakšno vprašanje, te pa verjetno najde na LinkedInu. Ja, kar. Super. Imam še kakšno vprašanje, rada podelim kakšno misel. Odlično. Najlepša hvala, pa se vidva, upam, da prej kot 5 letih. Ja, greva zdaj na kavico. Okay. Hvala res.